Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ob vsakem neurju se najprej soočimo s poplavami in tem že kar običajno sledijo plazovi. Ti uničujejo vodovode, odnašajo cestišča, podirajo hiše in še marsikaj. Več o plazovih zagotovo ve geolog Jože Janeš iz podjetja Geologija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dobrodošli, hvala lepa tudi vam za povabilo. Sem pravzaprav zadovoljen, da bom lahko tudi nekaj strokovnih podatkov na to temo povedal. Zelo pogosto geologe povezujemo s hidrogeologi oziroma geologijo z znanostjo o vodi, torej voda in znanost o kamninah sta povezani na nek način. Vsekakor sta povezani. Hidrogeologija je geologija o podzemnih vodah in kot taka je del širše geološke stroke, ki geološka stroka pa seveda obravnava posebej kamnine, obnašanje kamnin v prostoru, tudi vse inženirske dejavnosti, ki so s tem povezane. Do plazov pa zelo pogosto pride v povezavi z vodo. Ko se neko območje obteži z dodatno vodo, ta predstavlja neko breme in potem zemljina zdrsi v dolino. Voda je več ali manj vedno sprožilec plazov. V labilnih območjih je neki slabi, že itak slabi zemljini, slabi kamnini potrebno dodati samo še nekaj vode, da se bo material, da bo izgubil notranjo kohezijo in da bo pod vplivom sile težnosti seveda zdrsel. S plazovi se soočamo praktično že odkar, bi rekel, naša civilizacija obstoji. Ob zadnjem neurju so pa na Idrijskem zabeležili vsaj 15 večjih plazov. No, če čisto širše pogledamo, Slovenija je območje, kjer se stikata afriška in evropska plošča. Zaradi podrivanja afriške plošče prihaja do dvigovanja ozemlja. To se najbolj intenzivno dogaja v Alpah, ki so se tudi najviše dvignile. Južno, v predalpskem svetu in dinarskem svetu so ta dvigovanja manjša, vendar se stalno dogajajo. Potrebno računati, to je že zdaj jasno in zmerjeno, da so letna dvigovanja tam v razredu nekaj milimetrov, 3, 4, 5 milimetrov na leto. To ustvarja stalno višinsko razliko. Če ne bi bilo teh globalnih tektonskih premikov, bi se ozemlje počasi izravnalo in plazov bi bilo seveda vedno manj. Zaradi nastajanja teh višinskih razlik, ki so tektonsko pogojene, pa se torej višine večajo in potencial za nastanek plazov je stalen. Če se letos trgali plazovi, to ne pomeni, da se je potencial zmanjšal, ampak je pravzaprav na istem nivoju, mogoče zaradi klimatskih sprememb, pa seveda potem tudi lahko večji. Na plazove smo pozorni ob neurjih, je pa res, da tudi zelo hitro pozabimo na nje. V dneh, ko ni težav z vremenom, se kar peljemo mimo in niti ne pomislimo, da so na določenih območjih potencialno te nevarnosti prisotne. Zelo hitro pozabljamo. Mi smo generacija, civilizacija hitrega pozabljanja. Nič ne damo na stara vedenja, na stare modrosti in poskušamo pobirati aktualne podatke, ker jih pač lahko na hitro dobimo. Zanašamo se na stroke, na svoje lastno učenje, na svoje lastno znanje, pridobivanje svojih nekih osebnih izkušenj, pa kar pozabljamo. Seveda je to tudi razumljivo, vsi smo nekako vpeti v neke svoje dejavnosti, svoje stroke, v svoje poklice, v svoje službe. Ne moramo vsega zaobseči. Ljudje so včasih intenzivneje živeli z naravo okrog sebe, svetom okrog sebe, bolje so ga poznali, kot ga poznamo mi. Prebral sem ta podatek, da
je bilo v neurju leta 1989 v vzhodni Sloveniji vsaj 800 plazov, da so leta 1998 v Goriških brdih zabeležili podobno število teh zemeljskih zdrsov. V celi Sloveniji pa naj bi bilo aktivnih med 7 in 10 tisoč plazovi, torej celo območje je tako nestabilno. Praktično cela Slovenija, razen ravninskih predelov, kot so Mursko polje, Dravsko polje, Ljubljansko, pa še mogoče Krško, drugod povsod nastopajo plazovi in obstaja potencial za plazove. Jaz sem bil kakšno leto nazaj, sam pa se dolgo let s tem ukvarjam, močno presenečen, ko so me vabili k reševanju kamninskega podora v Lendavi. Sam sem mislil in pričakoval, da je tam ravnica, na koncu se je izkazalo, da je hrib, na katerem stoji Lendavski grad, sicer nizek, vendar zgrajen iz zelo šibkega, slabo vezanega peščenjaka, ki razpada in tudi njim. Torej, povsod lahko pričakujemo, kjer je nekaj naklona, lahko pričakujemo plazenje. Seveda pa težave nastopijo takrat, ko ti plazovi začno ogrožati ceste, mostove, vodovode, infrastrukturo, in v tej statistiki je zapisano, da vsak 4. plaz pravzaprav ogroža človeka oziroma njegovo urejeno okolje. Ja, človek je zasedel celoten življenjski prostor narave, zelo malo je prostorov, terenov, kamor nismo posegli, če že ne s poselitvijo, pa s cestami, z gozdarskimi dejavnostmi, z kmetijskimi dejavnosti sploh, kjer se da. In s tem neminovno prihaja do konflikta z naravo. Mi bi si želeli, da bo teren, bi rekel, prijazen do nas, stabilen, da bomo tam lahko gradili, da bomo tam lahko kaj pridelovali in podobno. Narava ima pa svoje zakonitosti. Poskušamo se ji prilagajati, ampak konflikt je pravzaprav vedno večji. Vremenska dogajanja so pa pravzaprav sprožilec teh težav. Ja, vremenska dogajanja, predvsem močne padavine, so v praktično 100% ali pa mogoče kakšno desetinko manj, so sprožilec plazov. Na ravninskih območjih je tudi dvigovanje podtalnice lahko problem, ne? Na ravninskih področjih so lahko površinske poplave, dvigovanje podtalnice. Podtalnica je tudi v hribih lahko tista, ki sproža nepredvidene dogodke. Zanimivo je tudi, da so za plazove krivi včasih tudi potresi. Na Idrijskem imamo primer iz leta 1511, ko je bil velik potres evropskih razsežnosti z epicentrom v Idriji, in leta 1525 je zdrsnil hrib za današnjim OMV bencinskim servisom in se je popeljal v Idrijco, zajezil reko, in takrat je celo sotočje Idrijce in Nikave zalilo in se je vodostaj dvignil do pragu današnje kapele svetega Jana za Nepomuka tukaj pod gradom. To je bilo ogromno jezero, razlog pa je bil pravzaprav plaz. Ja, potresi so velik sprožilec nastanka plazov, predvsem pa kamninskih podorov v hribih, ki so sestavljeni iz trdnejših kamnin. Ne govorimo o plazovih, ampak o kamninskih podorih. O potresu na Tolminskem 15 let približno nazaj je se sprožilo veliko kamninskih, celi deli hribov so se podrli, recimo v Koseču ali pa v Bovcu na planini Golobar, na primer, in podobno. Potresi se dogajajo stalno, niso sprožilci samo tisti veliki potresi. Če malo spremljamo poročila Seizmološkega urada za seizmologijo, vidimo, da se potresi pri nas dogajajo vsak dan. Praktično vsak dan se nekje sproži manjši potres. Njihove posledice ocenjujemo
Potem so se ljudje prestrašili, se je mogoče kje zatreslo, kakšna šipa počela in podobno. Ne moramo pa ocenjevati vplivov teh malih potresov na zemljo, na stabilnost pobočij. In zagotovo so tisti redni, majhni potresi tudi v veliki meri sprožilec ali pa sodelujejo pri sprožitvi teh plazov, ki jih imamo vse naokrog. Ti mali potresi pogosto tudi spremenijo pot podzemnim vodam. Tudi. In te so lahko tudi sprožilec kasneje? Lahko, seveda. V glavnem se pa rahlja zemlja oziroma kohezija zemljin in kamnin, kar potem omogoča lažje zdrse. Zanimivo je, da naj bi na potrese vplivali tudi trki nebesnih teles. No, to pa nisem še slišal. To sem prebral na internetu in se mi zdi tudi meni zelo zanimivo. Ne, s tem nisem seznanjen. Zaenkrat ne bi mogel oceniti, ne vem, katere sile bi se lahko prenesla. Tako inženirsko je to sigurno težko dokazljivo. Ne? Težko. Vsekakor pa so posegi človeka v naravo, na krajino izmerljivi in dokazani. Za večino plazov je kriv človek. Za večino plazov je, poleg seveda naravnih dogodkov, je kriv človek, predvsem pa je problem potem v škodi. Ne? Škoda nastaja samemu, torej človeku, ki je nekaj vlagal v prostor, nekaj gradil. Prostor je dragocen, tukaj v Brekah je strašno malo ravninskega prostora. Kako dopovedati potencialnemu investitorju, da želi graditi na poplavnem območju? Ja, tukaj je predvsem velika naloga države, da vzpostavi sistem, da ga tudi nekako uveljavi, širše tudi informira ljudi, da so zaščitni ukrepi glede tega potrebni. Kot smo rekli na začetku, zelo hitro pozabljamo in čez nekaj let bo tudi ta ujma leta 2023 pozabljena, spet bomo mislili, da se nam kaj podobnega ne more zgoditi, pa se zagotovo bo. Gradbeniki danes razpolagajo z zelo zmogljivimi napravami, stroji, ki lahko zgradijo karkoli, praktično kjerkoli. To je huda skušnjava. Ja, to je huda skušnjava. Tehnično smo sposobni zgraditi karkoli, kar bo zdržalo potrese, poplave, plazove. Seveda pa nismo vsi enako ekonomsko močni, da bi si take ukrepe lahko privoščili. Zato brez nekega sistema, državnega sistema na nivoju države, ne bo šlo. Mi živimo v obdobju projektov. Vse, kar delamo, vse vrednotimo skozi projekte, skozi ceno teh projektov in upamo, da bomo z neko omejeno količino finančnih sredstev projekt tudi uresničili. To se zgodi, vendar projekti morajo biti varni na dolgi rok, na 25, na 50 let ali seveda več. Tukaj pa nam hitro popustijo tiste meje oziroma naša strogost hitro se zmanjša. Si privoščimo odpustke, ki si jih pravzaprav ne bi smeli. Ne? Tako na osebnem nivoju, kot na državnem nivoju in potem plačujemo posledice. Bi lahko med te odpustke šteli tudi na primer upravljanje z gozdovi v primerih, ko gre za goloseke? Ja, goloseki zagotovo niso ukrep, ki bi bil v nekem dolgoročnem upravljanju z vodami, z erozijo in s prostorom.
Med leti 1994 in 2004, to so zadnji podatki, je bilo neposredne škode za 90 milijonov evrov plus še stroški same sanacije. Letošnje poplave so spet naredile ogromno škode. Gre za gospodarski problem pravzaprav. Seveda, gre za gospodarski problem, gre zaradi dogodka in sredstev, ki bodo vloženi v sanacijo, za zaustavitev države za nekaj časa, ki bi se drugače razvijala, če tega ne bi bilo. Seveda pa so ti dogodki, ki so se letos zgodili, itak posledica tega, da smo določene segmente razvoja zapostavljali, ne? Se pravi, nekega hidrotehničnega urejanja voda, okolja, varstva pred erozijo in plazovi. Kako se torej obvarovati pred plazovi? Najprej spoštovati naravo. Ja, problem je kar več plasten. Eno je, namreč strokovnih podlag imamo relativno veliko, dosti vemo o našem prostoru. Eno je to, da spoštujemo samo naravo in to znanje, ki je že zdaj o naravi obstaja. Drugo je pa zakonska plat, kako lahko država dosledno uveljavlja zakonske predpise, ki so tudi napisani. Težko rečemo, da so slabi. Mislim, 100% noben zakon ne bo nikoli deloval, pokrival vseh segmentov, ki bi jih lahko. Ampak praksa izmikanja, iskanja lukenj v zakonodaji, tudi v primeru erozije, plazov, poplav, je pri nas stalna. Gradnja objektov na poplavnih območjih, na območjih potencialne erozije, to je ena od slabih rešitev, ne? Ja, veliko prostora, poplavnega prostora je že pozidenega, zasedena z stavbami, z industrijskimi conami, z cestami. Žal je to razlog in argument, da tudi nove posege zopet načrtujemo in gradimo na poplavnih področjih. Če so pred leti lahko gradili, bomo lahko gradili tudi sedaj. Ne? Pri tem gre tudi za prelaganje odgovornosti. Kdo je pravzaprav tisti? Ali bi vodarji morali opraviti svoje naloge, čistiti vodotoke, vzdrževati vodotoke, zadrževati plavine, ali neke druge dejavnosti ne bi smele posegati v prostor. Te razmejitve niso čisto jasne, dodelane. Vsak seveda se bori za svoj prostor pod soncem in tukaj mora država stalno usklajevati interese in zmožnosti, ki jih imamo, ker finančno nismo neskončno bogati, da bi si lahko vse privoščili. Ja, to vsekakor ne. V Idriji imamo enega največjih potencialnih plazov, to je celoten Smukov Girič. Ta bi se ob drugačnem zapiranju rudnika lahko pripeljal v središče Idrije, če bi te kamnine škrilovce zalili z vodo. Zato še vedno se iz rudnika črpa voda in se bo verjetno črpala še desetletja in stoletja. Stalno se bi moralo črpati. Ne? To je torej, desni breg Idrijce, recimo Pront, Smukov Grič, Lenštat, so zgrajeni na terenu, ki ima v podlagi, na vrhu sicer dolomite, na videz malo bolj trdne kamnine, v podlagi pa črne karbonske škrilovce, ki imajo še to nesrečen položaj, da tam približno 10 do 15 stopinj naklona padajo proti Idriji, proti Idrijci. Kar je še. Seveda na teh skrilovcih se ustvarja film vode, ki ustvarja potencialno drsno ploskov. Skupaj s pogrezanjem terena zaradi izkopane jame, to ustvarja neko potencialno
potencialno plazovito območje in naša naloga, tehnikov, rudarjev, seveda pa tudi širše skupnosti, je, da vodo iz rudnika stalno črpamo, da se ne bo dvignila više kot tam do nekje 6. 7. obzorja, ne bi smeli dvigati, ker se bodo skrilavci razmočili, potem so pa posledice nepredvidljive. To bi lahko bil eden največjih plazov z neverjetnimi posledicami, vsekakor. Ja, posledice bi bile na objektih, na zgrajenih objektih. Vprašanje, kaj bi se zgodilo z Idrijco, ki jo bi stisnilo in zajezilo. Katastrofa bi lahko bila izjemno velika. Zdaj se nam k sreči dogajajo premiki, ki so zelo postopni, nekoliko se vse skupaj pogreza, malo tudi leze proti Idriji, ampak ni se zgodil v vseh teh letih nek sungovit večji dogodek. Idrijčani vejo, pri Polancu zgoraj je bil odlomni rob, ki so ga potem zaradi košnje trave zmeraj poglihali, da se ga zdaj, mislim, da se ga ne vidi, ampak leta nazaj je bil kar meter visok odlomni rob tam. Idrija brez vzdrževanja rudnika oziroma črpanja vode ne bo mogla obstajati. Tu trčimo tudi o problem spoštovanja stroke. 40 let in več ste že geolog, imate ogromno znanja. Ste kdaj naleteli na situacijo, ko vas niso poslušali, ko niso spoštovali vašega strokovnega mnenja? To težko rečem, zdaj se ne bom spomnil take. Seveda pa so dobesedno pri vsakem projektu so pritiski na omilitev pogojev, na omilitev ukrepov, tako da strokovno delo ne obsega samo tehničnih, geoloških ali pa tehničnih rešitev, ampak tudi vztrajanje na tem, da se tudi investitorjem dopove, do kod se lahko gre, do kod ne. Te meje niso čisto jasne, posebej zato, ker govorimo o nekih dolgoročnih posledicah. Na kratek rok je marsikaj sprejemljivo, na dolgi rok pa že ne več. Postavimo piko tukaj v tem pogovoru. Jože Janeš, hvala lepa za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Hvala lepa za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.